Smo vsi? Cenjeni in spoštovani, lepo pozdravljeni na zadnjem v seriji klubskih večerov, ki jih Slovensko mladinsko gledališče organizira kot spremljevalni program s svojimi predstavami. Danes, uro in pol pred predstavo Republika Slovenija, gostimo gospoda Milana Kučana, prvega predsednika te iste republike, o kateri gre se tudi predstavi. Gospod Kučan, pozdravljeni. Upam, da tistim, ki si predstave še niste ogledali, ne izdam preveč, če povem, da se del nanaša oziroma je pravzaprav uprizoritev magnetograma sestanka pri predsedniku republike gospodu Kučanu z dne 6.1.1993. Gospod Kučan si predstavo že je ogledal, tako da je moje prvo vprašanje za vas, kako je na odru opazovati uprizorjeno situacijo, ki ste jo nekoč že doživeli? A človek opazi kaj, če se takrat, ko je bil neposredno potopljen vanjo, ni opazil? Najprej dober večer. In za uvod naj povem, da sem zelo počaščen, da sem povabljen v to imenitno mladinsko gledališče. Kot star človek, kot mlad človek, kot otrok sem igral v gledališču za odrasle. Takratna izkušnja kaj koristila. Zdaj, predstavo sem si ogledal in predsednik, ki v tej predstavi Republika Slovenija nastopa, je imeniten predsednik in se mi je zdelo, da čuti, oziroma da je začutil nekaj, kar jaz takrat nisem, sem pa pri ogledu predstave morebiti to začutil, ker pač zdaj, ko sem bil gledalec, nisem nosil odgovornosti, takrat na sestanku pa me je nekako težilo breme odgovornosti in mi je bilo bolj jasno, oziroma mi je postal bolj jasen občutek, zakaj so nekateri udeleženci tega sestanka pravzaprav sodelovali na tem sestanku in tudi pri njegovem sklepanju za figo v žepu. To se je sicer kasneje pokazalo, ampak na samem tem sestanku ne in seveda zdaj moram narediti reklamo, če boste si ogledali to predstavo, boste mogoče to videli tudi vi boljše kot jaz sam. Ko rečete s figo v žepu, na kaj točno mislite? Mislim na obnašanje državotvornih ministrov, ki sta bila tam in ki nekako nista bila navdušena na tem, da bi končali to, kar se zdaj imenuje pogovorno trgovina z orožjem, ker je takrat šlo predvsem za to, da bi končali z tranzitom preko Slovenije oziroma tudi za pomočjo, kot smo takrat rekli, Hrvaški in Bosni in Hercegovini, ki sta bili predmet vojne oziroma kamor se je vojna preselila iz Slovenije. In takrat seveda še ne jaz in tudi nekateri drugi udeleženci niso vedeli, da pravzaprav se že takrat kupuje v Sloveniji orožje zato, da se ga preprodaja naprej. In seveda takrat bi tisto stališče, ki smo ga predlagali, pomenilo konec tudi tega. Kaj pa ste takrat vedeli? Vedeli smo to, kar sem povedal, kar je bil sklep predsedstva, to se pravi, da se z orožjem pomaga tudi obema republikama nekdanje Jugoslavije, ki sem jih že omenil, se pravi Hrvaško, Bosno in Hercegovino, do meje, da Slovenija ne tvega s tem svoje obrambne moči. Na predlog ministra se je to orožje seveda tudi v enem delu prodajalo. Nisem pa ponovno vedel, da se kupuje to orožje in da se ga preprodaja, se pravi tisto orožje, ki naj bi Slovenija z njim pomagala, je bilo orožje, ki ga je Slovenija imela potem, ko so se, kako bi rekel, zavzela skladišča, ki jih je imela na ozemlju Slovenije jugoslovanska armada. Prej ste omenili eno za politiko, pa tudi za človeško vedenje nasploh pomembno besedo in sicer odgovornost. Vi ste bili politik v prelomnih zgodovinskih okoliščinah in s tem zavezani temu, da sprejemate odločitve takrat, ko je odločitve sprejemati zelo težko. Kako politik zagotovi, da se odloči pravilno? Ja, to ne vem.
tudi, da so to zgodovinski trenutki in prelomni trenutki, nisem vedel. To se šele kasneje nazaj ugotovi in to ugotovijo zgodovinarji. Vidim tu avtorja knjige o meni, dr. Repeta, on je to ugotovil, da so bili zgodovinski trenutki. Torej, s politiko in z ljudmi politiki je tako, če že kot otrok sanjaš, da boš postal velik politik, potem uživaš, ko to postaneš. Uživaš do trenutka, ko je potrebno se odločati. To so torej tiste sanje, ki so bile takrat dovoljene. Ne, to so neke druge sanje. In pravim, te sanje se ti zdijo lepo, dokler, kot sem rekel, se ni treba odločati in ko se je treba odločati in ko je za tem odgovorno, se potem raje ne odločaš. No, jaz seveda nisem sanjal, da bom daj politik, ko pa sem v nekem trenutku, ki se mu zdaj reče zgodovinski, pač v cilju, ki je bil takrat postavljen, videl nekako, sem se z njim identificiral, tudi sam sem ga pomagal tudi oblikovati, se mi je zdelo, da je treba prevzeti odgovornost za njegovo resničitev. Seveda, pot do cilja tudi tega je bila dolga, je šla skozi različna obdobja, ko se je bilo potrebno odločati in so bile odločitve, bi rekel, ne enostavne, ampak kako bi rekel, so bile bolj ali manj, to kar izraz, prezentne, ker je bil cilj jasen. Se pravi, je ta cilj bil kriterij, kako se odločaš. Da se odločaš tako, da je tista konkretna, tudi pragmatična odločitev vendarle po svojem učinku nekako zavezana temu cilju, oziroma da pomeni korak bliže temu cilju. Če seveda mi je dovoljeno pristopiti v današnjo politiko, se veliko govori o tem, v Sloveniji ga skoraj ni politika, ki ne bi rekel, čas je, da stopimo skupaj. Čas je, da smo enotni. Jaz seveda postavljam vprašanje, na čem naj stopimo skupaj in na čem naj bomo enotni. Ko bo to jasno, ko bo postavljen tak program ali taka vizija ali tak cilj, potem seveda bo zelo, bom rekel, manj težko ljudi prepričati, da je potrebno, če uporabim ta ljudski izraz, ki se uporablja najbrž pod lipo, stopimo skupaj. Če govorimo o zahtevnih odločitvah, ki jih je bilo treba sprejeti, a vi, ko pogledate nazaj na svojo politično kariero, kakšno odločitev obžalujete? No, seveda. Bil pa zelo domišljav, če bi rekel, da nisem bil zmotljiv in da seveda tudi nekatere stvari ne obžalujem. Jih je bilo v mojem dolgem političnem življenju, ki je, bo to seveda pretirano, skoraj tako dolgo kot moje življenje. Ampak nekaj jih je našteto v tej moji biografiji, ne bi jih ponavljal, ampak iz teh napačnih odločitev sem se nekaj naučil. Ena od takih, recimo, napačnih odločitev, kot sem kasneje lahko to v celoti ugotovil, so bile odločitve takrat, ko je šlo za politično Staneta Kavčiča. Takrat je bilo v precejšnji meri to seveda pogojeno tudi z neko vero, da je tako prav in da nekako skupna ocena, vera v besede starejših tovarišov, ki so pač bolje poznali razmere, nekaj velja in da se je treba odločiti seveda tudi za to, tako kot se je. Čeprav se mi ni zdelo takrat to potrebno, niti koristno in zato sem tudi seveda povedal, da bi vendarle morali paziti na to, da ostanemo tovariši in da ni treba za to, kako sem že uporabil nek izraz, skratka, ni treba žrtvovati ljudi. Ko sem kasneje, potem leta, mislim, da je bilo tam nekaj na prehodu med letom 88 in 89, bil samo v položaju, da je prišlo do neke konfrontacije s takrat najbolj uglednim in vplivnim politikom v Sloveniji, Francetom Pupitom. Nismo naredili enake napake kot takrat, nismo nikogar odstranili takrat, niti iz stranke, niti iz političnega vodstva, ampak smo njegovo pismo dali članom centralnega komiteja,
o njem je bila razprava javna, tudi mediji oziroma televizija jo je prenašala, na koncu je bilo glasovanje, ostal je pravzaprav sam, ampak sklep je bil, torej, da se podpre politika takratnega vodstva, da pa seveda z razlikami lahko živimo naprej v skupni organizaciji, če seveda tudi tovariš Kopit, kot smo takrat rekli, lahko živi z nami. No, navajam to kot pač neko argumentacijo za to moje stališče. Če se človek zna iz napak učiti, so seveda tudi napake manj hude. Ne rečem, da sem se iz vseh napak učil. Na kateri točki si pa politik lahko prvošč razkošje obžalovanja šele potem, ko je v pokoju? Ali mogoče, ali je možno sprejeti, da si nekaj naredil narobe, se za kaj poskušati upravičiti ali pa prevzeti odgovornost med tem, ko se še neposredno boriš za svoj položaj v politike? No, takrat je težje. Ampak jaz sem zdaj že od 14 let, sem že upokojen, oziroma formalno sem v penziji, pa še vse ne morem, kako bi rekel, obžalovati vsega, ker mi ne pustijo. Moram kar naprej nove stvari razlagati, utemeljevati, se vračati nazaj, in tako ne morem, kot ste rekli, upokojenec lažje priznavati napake. Jih seveda priznam, nimam s tem problema, ampak če se boste spomnili, tako 2 leti nazaj, je v slovenski politiki bilo zelo moderno, pri aktualnih politikih. Prevzemamo odgovornost. Ko je prišlo do tega, da je bilo treba prevzeti odgovornost, nenadoma se je besednjak spremenil in danes se o prevzemanju odgovornosti ne govori. No, se govori, ampak večinoma se govori, da bi moralo ljudstvo prevzeti odgovornost. No, se ljudstvo je tako krivo, je jasno, in to bo razvidno tudi potem, ko se bo predstava Republika Slovenija nadaljevala na gospodarskem razstavišču. Tam bo jasno, da je ljudstvo krivo za vse. Razen mene, Če se še za trenutek vrnemo k žlovitemu magnetogramu, fraza, ki jo uporabljate tam, je tudi, oziroma opozarjate na strah, da bi se Slovenija spremenila v mafijsko državo brez pravnega ali kakršnega koli reda. Kaj je s tem mišljeno? In tisto, kar je mišljeno, a se je to zgodilo? Smo postali mafijska država? Ne čisto, to bi bilo pretirano, ampak da pa postaja vladavina prava, ali kot se drugače temu reče, Slovenija kot pravna država, seveda problematično, to pa je dejstvo. In tako je pač, če ni pravne države, če ni vladavine prava, potem je seveda težko govoriti o demokraciji, ker vendarle je pravo temelj demokratične družbe in seveda brez prava tudi ne morete govoriti o socialni državi. Če je v nekem brezpravju, potem seveda, bi rekel, vlada razmerje moči. To je seveda v tem podivjanem kapitalizmu možno tudi ugotoviti in argumentirati. In to je seveda nek proces, nek trend, ki mu danes lahko sledite skoraj v vseh tranzicijskih državah, ki so nekoč pripadali vzhodnemu bloku, kjer ta občutek za pravnost in seveda tudi za pravičnost ni tako močno vgrajen strukturalno v sistem političnega odločanja, kot je recimo to v etabliranih demokracijah. Ne moram reči seveda, da se s tem jaz lahko sprijaznim, kot se najbrž noben državljan te države s tem ne more sprijazniti, ampak tisto, kar me veliko bolj od tega, da se to dogaja, skrbi, je, da tisti, ki bi morali dvigniti glas in braniti vladavino prava, ne da tisti močijo. In samo za trenutek, da vas ne bom s tem utrujal, slovenski ustavni sistem je zgrajen na načelu delitve oblasti, se pravi na samostojnosti zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. Da je izvršilna oblast skoraj v celoti posrkala in si podredila zakonodajno oblast, to je dejstvo. Se pravi, poslanci, tudi zaradi stankokracije takšne kot je, praktično izvršujejo tisti, ki so koalicijski poslanci, to, kar se sklene v vladi in kar se tudi strani vlade naroči. To je pojav, ki mu podlega vsa Evropa oziroma vse družbe in države, ki so zgrajene
na čelu strankarske demokracije. Drugače pa je sodno oblastjo. In ko enkrat začnete spodkopavati avtoriteto sodne oblasti, ne seveda za ceno, da ne bi bili kritični do tega, kar se dogaja in je tudi sama sodna veja kritična do svojih slabosti, potem ste spodmaknili temelj pravni državi, s tem ste spodmaknili temelj demokraciji in s tem ste spodmaknili seveda tudi temelj državi. In jaz preprosto ne morem razumeti, da se v Sloveniji tako, bi rekel, brez odziva napada sodišča, tudi v konkretnih zadevah, da se napada sodnike, da se jim grozi, seveda tudi tožilcem, da ne razpredam naprej in da se kar naprej zahteva najprej vsake toliko časa, da se odpravi stalni mandat sodnikom, kar je seveda velik korak po tem stran od samostojnosti in neodvisnosti sodnika, in drugič, da se upelje lustracija kot nek, po mojem mnenju, nedemokratičen akt, ker na vse zadnje sodnikov, ki so nekoč sodili v prejšnjem režimu v zadevah, ki so pomenili kršitev človekovih pravic, praktično na slovenskih sodiščih več ni. Najprej jih je odstranila komisija, ki je vodil pokojni dr. Pučnik, niti niso konkurirali ponovno za trajen mandat, potem po sprejemu slovenske ustave, in nekaj jih je, ki so še morebiti, ki imajo pa vrata v penzijo, oziroma ne mislim v desus, ampak v penzijo odprta in bodo takrat mogoče lahko obžalovali napake, ki so jih kot sodniki storili. Ampak zdaj že govoriva o zaključku enega procesa, ki se je moral, da je Slovenija danes na tej žalostni točki, na kateri je, začeti že veliko prej. Takrat, ko ste bili vi sami še neposredno udeleženi v politiko, a je že bilo zaznavati, kire stvari na načinu, kako se organizira oblast, zakaj vse se oblast izkorišča, kire so stvari, ki jih oblast doživlja kot normalne, so tiste, ki so se potem razbohotile skozi 90 pa 2000, da smo, kjer smo. Kaj je bilo preveč naturalizirano takrat, da že, ko so se ti kvarni procesi začeli, nišče ne dvignil roke in rekel, prostite, ampak v taki državi pa Izrael še ne bi živel? No, ena od teh slabosti, ki je bila očitna, je strankokracija. Pokojni dr. Bučar mi je v razgovoru dostikrat rekel, delajo enako, kot ste delali mi, torej mi, v Zvezi komunistov. Isti vzorec političnega delovanja je prenesen v sedanji čas. Mislil je predvsem na to, da ni notranje strankarske demokracije, da se zahteva nekritično in brez razprav spoštovanje tega, kar sklene vodstvo, praviloma en človek, ki je voditelj. In tako je zgrajena večina slovenskih strank, tudi s to isto logiko. In to se potem seveda pokaže tudi na funkcioniranju političnega sistema in sistema odločanja in seveda tudi na sistemu prevzemanja odgovornosti. Lastninjenje, to je druga taka stvar, ki je bila po mojem mnenju napačna. In v trenutku, ko je dr. Mencinger, kot takratni podpredsednik vlade, ki je predsedoval Lojze Peterle, pripravil svoj koncept lastninjenja in ni bil sprejet, je potem tudi odšel iz vlade, odstopil kot podpredsednik, ali kot mi dostikrat reče, bil sem odstopljen. Tako da je to potekalo pač po drugih konceptih, kot Jeffrey Sachs je imel tu kot guru tranzicijskega lastninjenja svoj prispevek. Tu so bile potem fidovske zgodbe, ki so omogočile formiranje nekaj slovenskih prvih velekapitalistov, če hočete. In potem je seveda prišlo v tretji fazi, ki se je začela med letom 2004 in 2008, prodaja Mercatorja, pivovarne Union, da ne ponavljam teh zgodb, ki jih poznate, ki je prišla zdaj v čisto neoliberalistično paradigmo, da je pravzaprav ob dejstvu, da je država slab gospodar z državnim premoženjem in naša ni najboljši gospodar, to je treba priznati, torej da je zato potrebno prodati vse premoženje in ga izročiti tujcem. Jaz seveda sem se temu upiral, tudi zdaj govorim o tem, da država
ne more biti prava država, nepravna prava država in ne more biti suverena država, če nima seveda tudi materialnega temelja svoje suverenosti. Ne more biti suverena samo na področju kulture in jezika, ne, ampak mora biti suverena tudi na drugih področjih in seveda tudi na materialnem. To seveda ne pomeni, da sem jaz tako kratko viden, da bi mislil, da lahko država gospodari z vsem premoženjem, da ni treba ničesar prodati. Ampak mora biti seveda zelo jasna strategija, kaj prodati, zakaj prodati, komu prodati in kaj storiti z kupnino. Imamo nekaj uspešnih prodaj, ki so prodana tujcem, kakšna je njihova socialna odgovornost, koliko se čutijo zvezane okolju, v katerem delujejo, koliko prispevajo za kulturo, za socialo, za šport, za komunalne storitve, to pa seveda lahko pogledate na primeru Leka ali na primeru drugih, bi rekel, sicer uspešnih podjetij, gledano na njihov finančni učinek. A pa je država slab gospodar zaradi tega, ker v resnici ni država, ampak je skupek posameznikov, ki jim gre bolj kot karkoli drugega za njihove lastne interese? Ja, se strinjam z vami. Je skupek strank in posameznikov, znotraj teh strank, ki mislijo, da so države. In da so s tem, ko so dobili pravzaprav na volitvah mandat za upravljanje z državo, dobili tudi možnost, da rečejo, ne, zdaj pa je priložnost, da se porastimo države in seveda tudi državnega premoženja. Kje se to najbolj kaže? To se seveda kaže v kadrovski politiki, v nastavljanju svojih kadrov, ne samo na vodilna mesta v podjetjih, ampak tudi v nadzorne svete. Ti nadzorni sveti, to so seveda posebne slovenske zgodbe, so zvezane z nekimi, ne vem, kako bi rekel, nagradami, ne, in nedavno ste imeli v skupščini državnem zboru primer, kako zaradi vodilnih ljudi ali vodilnega človeka v enem od domov za starostnikov pravzaprav lahko pade cela socialna politika. Kako pa je prišlo do tega, da državno upravljanje kot tako pravzaprav ni vrednota, ampak je bolj kot karkoli drugega izgovor? Ne vem, jaz nisem bil na izvršilnih funkcijah, ne, in sem to bolj ali manj opazoval od zunaj v razpravah, koliko so me omogočene z ljudmi, ki so vodili vlado in pravzaprav imeli mandat za upravljanje z državo. Ampak pri tej stvari, ki me srečem razprodaja državnega premoženja, gre po mojem mnenju za nek fenomen, za nek moj vtis, ki je lahko popolnoma napačen. Ampak ljudje, ki danes prodajajo to premoženje, tega premoženja niso ustvarjali. To premoženje so ustvarjali ljudje moje generacije in starejši, kot družbeno premoženje, ki so del svojega dohodka, plače, kot smo rekli takrat, puščali v teh podjetjih za njihov razvoj, ki so za samo prispevke razvijali infrastrukturo, komunalno, komunikacijsko in druge. In imajo seveda do te prodaje drugačen, ne samo emocionalni občutek, ampak občutek velike krivice. Ne? In tu je vir nekega latentnega konflikta. Veste, če prodajate svoje, prodajaš to seveda z velikim premislekom. Če prodajaš tuje, je seveda ta premislek veliko manjši. A pa takrat, ko se je Slovenija začetek 90-ih osamosvajala, a ste slutili, da je to smer, v katero bo zavila? Ne nazadnje so pač ljudje, ki so danes aktualni v slovenski politiki, mnogi tisti, ki so bili že takrat zraven. Jaz sluten pravzaprav nisem imel. Nisem med tem, ko sem bi jedel govejo juho, imel kakšno slutno stvari. Ne. Jaz sem bil pač prepričan, ne, da obstoji neko temeljno soglasje o tem, v kakšni državi želimo živeti. In recimo, to je bila ena moja napaka, oziroma, kako rekel, motil sem se, ne, ker mi, Slovenci, smo, oziroma državljani te države, ki danes rečemo Republika Slovenija, smo imeli takrat v tistem času zadnjih let življenja v jugoslovanski krizi prepričanje, da moramo najprej priti do svoje države, torej z njo dobiti orodje, da bomo lahko sami uravnavali svoje življenje. To je bil prvi veliki cilj. In drugi veliki cilj je bil, da državo pripeljemo v evropske integracije, ki so se takrat seveda že zelo jasno zarisovali in kar ni bil cilj samo Slovenije, ampak je bil cilj vseh držav, ki so nastajali oziroma ki so se osvobodile takrat po
padcu Berlinskega zidu svoje bolj ali manj prisilne pripadnosti vzhodnemu političnemu in gospodarskemu bloku. Tako da je to tretje soglasje, ki seveda ni moglo biti tako veliko, kot je bilo okoli prvih dveh velikih celj, je pravzaprav popolnoma izostalo. Ni bilo niti volje, niti pripravljenosti, da bi prišli do nekega samozavedanja o tem, v kakšni državi želimo živeti in kam jo želimo umeščati v procesih, ki jim danes pravimo globalizacija, v kakšnih odnosih in s kakšnim ciljem, ki bi seveda, kot sem že rekel menda prej na začetku, služili kot cilj za pragmatične odločitve. Vem, o tem sem dostikrat govoril z dr. Drnovškom, ki mi je v vseh teh pogovorih praviloma citiral stališče avstrijskega kanclerja Vranickega, da je na pokopališčih največ takšnih, ki so imeli vizijo. Zdaj, jaz bi se skoraj šel staviti, da je še več takšnih, ki niso imeli vizijo. Bi šla skoraj staviti, da na pokopališču konc koncev pristanejo oboji. Ampak mi vključite, kaj se je na koncu zgodilo za Slovenijo kot samostojno državo, pa z našim mestom v Evropski skupnosti? Kdaj je žal, da je Jugoslavija razpadla? Meni, če je šel? Nisem, vi ste edini moj sogovornik na odru. Veste kaj, dostikrat slišim, da sem jugonostalnik, jugonostalgik, tako se pravilno reče, in da obnavljam stari režim v Sloveniji. To je povezano z nekim vprašanjem, ki se pogosto postavlja, oziroma z nekim stališčem zlasti nas starejših ljudi, da je bilo v Jugoslaviji boljše. Jaz bi rekel, če seveda gledamo to obdobje, ko se je bilo potrebno odločati, jaz ne bi rekel, da je bilo boljše, bilo je drugače. Bili so razmere drugače in ker ljudje, ki so v rojstvu slovenske države vlagali svoje pričakovanja, ki so bila zelo različna, odvisno od tega, kakšen je bil položaj posameznikov, ki je pač ta pričakovanja imel, vse ta pričakovanja niso uresničena. In to neuresničena pričakovanja potem seveda rojevajo to prepričanje, da je bilo včasih drugače. Če pogledate na nekaterih področjih ali na nekaterih stvarih je bilo boljše. Recimo za mlade ljudi vsekakor. Jaz seveda sem, če sem prav štel, živel v 4 državah, zdaj živim 4. Rodil sem se v zadnjem izdihlaju Kraljevine Jugoslavije, potem sem živel kot v Hortevi Madžarski, potem sem živel v socialistični Jugoslaviji in zdaj živim v Demokratični republiki Sloveniji. In kje vam je bilo najbolj všeč? Najbolj všeč mi je to. Sedaj vse sem jo pomagal ustvarjati, ampak hočem povedati, takrat po vojni leta 45, 46, 47, ko je bila domovina razrušena in se je velik elan ljudi vlagal v obnovo in v boljše življenje, je bila res, bi rekel, vsak dan boljše. Imeli smo perspektivo, brez problemov. Ne jaz, ne moji sošolci nismo razmišljali o tem, da bomo tudi lahko šli na univerzo, ali bomo lahko študirali tisto, kar smo si izbrali, in ali bomo potem dobili službo, ali bomo dobili štipendije. Vse je nekako teklo. Danes seveda so stvari drugačne, niso drugačne samo v Sloveniji, to, da niste prav razumeli, to je mogoče pogledati danes povsod po Evropi, ampak deloma ali pa v veliki meri tudi zaradi tega, ker je ta neoliberalna paradigma postala pravzaprav ideologija. In kadar vežete položaj ljudi na ideologije, takrat se to zmeraj slabo konča. To pa je moja izkušnja. Kakšno vlogo pa mislite, da je odigrala Slovenija po razpadu Jugoslavije? Je karkoli, kar bi naša država lahko naredila, da bi bila vojna na Balkanu potem manj krvava? To je zdaj seveda neko vprašanje, če bi najbolj gledate ameriške filme, tam, ko človeka aretirajo policaji oziroma detektivi rečejo, imate pravico poklicati odvetnika, vse, kar boste izjavili. Imate jo. Bomo uporabili v postopku, zdaj jaz sem pač zaradi ravno tega, kar bom rekel, obtožen oziroma ovaden in hočem povedati,
ne samo jaz, ne, vsi člani takratnega predsedstva, ne, in že prej, veliko, zadnje leta življenja v Jugoslaviji, ko smo slutili, ne, da lahko pride do razpada države, smo si prizadevali za to, da bi ta država razpadla mirno. Tudi potem, ko so propadli poskusi, ali lahko pride do nekega novega, če temu rečem, tretjega dogovora o tem, kako želimo narod Jugoslavije živeti skupaj, ne, v kakšnih odnosih, s kakšnim ciljem, ne, in ko je bilo potem, ko so ti poskusi propadli, potrebno začeti razmišljati o alternativah, mimo grede, tisti, ko govorijo, da jim je od rojstva jasno, da bo Slovenija samostojna država, si to zmišljujejo. V slovenski državi je bilo možno resno razmišljati šele takrat, ko se je začel pripravljati plebiscit. Ampak govorim o tem zaradi tega, ker je bilo veliko poskusov prej, potem tudi že v pripravi demokratičnih volitev. Če pogledate, mislim, da je to bila neka januarska številka, januar 90, deklaracija, ki je bila Demosova in sicer zapisana v novi reviji. Tam je kot cilj postavljena demilitarizirana, neutralna država v konfederalni Jugoslaviji. Se pravi, demilitarizacija, mirovniški proces, takrat je bila sprejeta tudi mirovniška opcija, katere podpisniki so zelo zanimivi, če jih danes pogledate, ne. Potem je prišlo do deklaracije, ki jo je sprejela Slovenska skupščina, mislim, da februarja 91. leta, to se pravi že po plebiscitu, ki je bila ponujena vsem drugim republikam, skupščinam drugih republik, kjer je Slovenija predlagala mirno razdružitev. In še prej, ko smo poskušali prepričevati evropske politike, da obstoji nevarnost krvavega razpadanja Jugoslavije, da je potrebno aktivirati mehanizem konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki je bila oblikovana za Helsinško listino, seveda ni bilo nobenega razumevanja, ker se to je tudi razumljivo, mislim, jaz pač razumem, da je bilo veliko težav z razumevanjem te nevarnosti, ker je Jugoslavija dolgo časa, v času blokovske delitve, za svojo nevršeno politiko veljala kot nek tampon med vzhodom in zahodom. Z padcem Berlinskega zidu je seveda to vlogo Jugoslavija izgubila. Potem so se začele notranje težave in je bilo težko se tudi sprijazniti s tem, da bi po 50, skoraj 50 letih na tleh Evrope lahko prišlo do nove prave vojne. In skratka, govorim o tem, ne, da je ta mirovniška opcija bila ves čas prisotna, tudi v takratnem predsedstvu, ne, smo mi razmišljali na tak način, tako smo tudi delovali in danes lahko mirno že rečem, da nam je zgodovina in tudi mednarodna skupnost dala prav. Ker prav ta mirovniška prizadevanja oziroma prizadevanja po mirni poti, tudi ko je bila že vojna, s premirji, z Brionskim sporazumom, ne, smo pokazali, da smo država, ki ni želela vojne. Seveda, v vsaki vojni se seveda zgodijo tudi grozne stvari in tisto, kar je seveda takrat problem, je to, ali si pripravljen to priznati in se pripravljen to obžalovati, da se je to zgodilo. Enkrat sem bil skupaj z pokojnim Novljanom, ki je bil takrat poveljnik 9. korpusa, tik zadnje leto druge svetovne vojne, in on je takrat nekaj govoril rekel, vojna je strašna stvar. Rekel, zgodijo se strašne stvari, je rekel, ampak je rekel, te vojne nismo začeli mi Slovenci, ne, tisto, kar smo storili groznega, pa je treba obžalovati. Ampak potem trgovina z orožjem, na katero se nanaša predstava, ki si jo bodo lahko gledalci kmalu ogledali, je potem nekaj, v kar ni bila vključena Slovenija kot država, ampak določeni posamezniki, ki jim je šlo bolj za dobiček kot za karkoli drugega. Ne, nič so tako. Ne. Torej, tako kot sem povedal prej, ne. Ko se je vojna iz Slovenije preselila na Hrvaško in ko se je Jugoslavijska armada oktobra 1991 umaknila iz Slovenije in se ni umaknila v Srbijo, razen enega, mislim, da korpusa, ki je šel v Niš,
se je postavila in umaknila načrtu tako imenovanega srbskega dela Bosne in Hercegovine. Takrat je bilo jasno, da se bo vojna preselila tja in da bo tam najbolj surova in pri tem je seveda ta Bosna in Hercegovina, ki je še danes pravzaprav žrtev vsega tega, bila nekako razdeljena, da bom poenostavil. Bosanski Srbi so seveda imeli svojega zaveznika v Beogradu. To je bila njihova centrala in tako tam so tudi dobivali pomoč. Bosanski Hrvati so videli Zagreb s Tuđmanom in so imeli tam pomoč. Sami so ostali Bošnjaki, ki pravzaprav niso imeli nikjer nikogar. In na koncu je bil Izetbegović prisiljen to pomoč iskati in je tudi dobil, posledice so pa danes tukaj, v najbolj radikalnih muslimanskih državah, v Pakistanu, v Libiji, ne števam naprej, da ne bom rekel kaj narobe. In v tistem trenutku se je postavilo vprašanje, ali se lahko vojna vrne v Slovenijo. Garancije, da se ne vrne, ni bilo več. Nihče nam tega ni mogel zagotavljati. Zdaj sem nedavno bral knjigo admirala Mamule in v tej knjigi je tudi napisalo, kakšne ambicije je imelo politično vodstvo Jugoslovanske armade, da vrne vojno nazaj v Slovenijo in da opere sramoto, ki je doživelo v Sloveniji. To se pravi, da tisto razmišljanje naše ni bilo brez osnove in zato, da se ne bi ta vojna vrnila, smo mislili, da je treba pomagati tudi Hrvatom in Bosancem z orožjem, za katerega sem rekel prej, ki smo ga pač Slovenci imeli potem, ko so se osvojila skladišča Jugoslovanske armade. Moram pa pri tem povedati še nekaj. Takrat, ko je predsednik Tuđman od mene zahteval, mogoče ni prava beseda, vprašal, kako je z tem, da Slovenija pomaga, sem jaz rekel, poslušajte, predsednik, saj vlaki, s katerimi Jugoslovanska armada vozi tanke, kamione, oklepnike naprej v Srbijo, gredo čez hrvaško zemlje. Imate kretnice, imate železničare. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ampak on je bil general in je najbolj te stvari razumel boljše kot jaz. Jaz sem z vojske šel kot ne kot desetar, ampak kot kaj je bilo manj. Bravo, hvala lepa. To veš morda najbolj znamenit citat iz magnetograma, ki sledi kmalu, je resnici ne ustreza nič, ker tu sta dve resnici, ena za javnost, ena pa za to. S koliko resnicami vsakodnevno operira politik? Zanimivo vprašanje. Nekoč sem rekel, da je v zvezi z tem, kar se je dogajalo v drugi svetovni vojni in po njej Sloveniji, da sta dve resnici. To je povezano z tem fenomenom sprave, ki si ga vsak razlaga po svoje, da jaz seveda sprave ne razumem kot spravo med domobranci in partizani, ker to pomeni, da bi eden mogel sprejeti resnico drugega, da tu pač obstajata dve resnici, da je sprava pač nekaj drugega. Sprava je, kadar bomo Slovenci dozoreli za to, da bomo to svojo preteklost takšno, kot je sprejeli, ne da bi poskušali nekomu vsiliti svoj pogled na to, kar se je dogajalo. Takrat mi je nek slovenski škof odgovoril, resnica je samo ena. Vprašal sem, a vaša? Jaz bi bil zadovoljen, če bi bila moja, ampak nekako sem zadovoljen, da ni moja. To je ena perspektiva resnice, ampak tukaj govorimo o resnicah, ki si jih delijo oziroma si jih ne delijo drugače misleči. Pri vašem izvornem citatu gre pa za to, da politiki med sabo upravljajo z enim bazenom vedenja, ki naj v javnost ne bi prišel. Javnost je pa na koncu deležna ene druge resnice. Skratka, gre za neke vrste politični pragmatizem, ki v bistvu omogoča politiki, da razreši ene stvari, brez da bi jo pri tem kdorkoli opazoval. A obstajajo cilji, ki to vrstna sredstva upravičujejo, ali vam je mogoče v bistvu kdaj tudi žal, da ste takrat ene stvari počeli izključno za zaprtimi vrati? Ali je to pravzaprav normalno? Da so vrata zaprta, je bolj ali manj normalno. Na sanitarijah zagotovo.
etika je na nek način sanitarna. Sekaj, je seveda treba se postaviti v čas in razmere, v katerih se je ta sestanek dogajal. Takrat je bolj ali manj postalo navzven, oziroma je prišlo do pozornosti v svetu to, kar se je počelo v Sloveniji. Je pa količina vedenja o tem, kar se dogaja, med nami bila zelo različna. Jaz sem pač dostikrat rekel, v tistih časih, že od volitev leta 90 naprej, je bilo potrebno tako raznorazni politični, druščini, graditi veliko tudi na zaupanju. Čeprav lahko to zveni naivno. Jaz čisto naiven nisem bil pri tem, ko sem zaupal. Preveril sem, kolikor sem pač lahko preveril, oziroma kolikor sem mogel preverjati. Pri tem sem bil pa vezan seveda na to, ali sem dobil prave informacije od tistih, ki bi mi jih morali dati, ali ne. In ves čas je nekako vladalo nezaupanje, oziroma je bil dvom postavljen v legitimnost in legalnost moje izvolitve. Ne samo takrat leta 90, ko sem bil izvoljen še kot predsednik predsedstva, pa tudi kasneje, ko sem bil dvakrat izvoljen za predsednika. Nisem bil pravi človek po mnenju nekaterih in zato mi seveda ni bilo mogoče zaupati. Na tem sestanku se to pravzaprav tudi vidi. Šlo mi je pa takrat za to, da se navzven zavaruje seveda ugled Slovenije kot mlade države, ki je vendarle sposobna urediti svoje stvari, tako kot zahteva njena notranja zakonodaja in tako kot zahtevajo to tudi mednarodne vzance oziroma neka logika mednarodnih odnosov. Ko je potem prišlo do preiskovanja te trgovine z orožjem, ilegalne trgovine z orožjem, da bom precizen, je najdlje prišla Mogetova, tako imenovana Mogetova komisija. Zdaj so o tem napisane že knjige, ta zadnja, mislim, da je najbolj prepričljiva novinarja gospoda Šulca, Prevarana Slovenija. Takrat sem jaz bil v, bi rekel, neprijetni, ampak zelo neprijetni polemiki z dr. Drnovškom, ki je ustavil delo Mogetove komisije. On je rekel takrat, da je to treba ustaviti zato, da ne bo ne poškodovan, ampak da ne bo okrnjen ugled Slovenije v svetu. Moje stališče je bilo, da je prav zaradi tega, da bi okrepili ugled Slovenije v svetu, potrebno priti do konca in povedati, da je Slovenija sposobna sama na podlagi svoje zakonodaje in mednarodnih dodanc stvari urediti. Stvar se je končala pač tako, da jaz na delo komisije in parlamenta nisem imel vpliva. Mogoče bi bilo danes lažje v tej državi živeti, če bi do konca pripeljali to zadevo, ki kar naprej rojeva konflikte, ker je pač povezano to z interesi, povezano je tudi z početjem mnogih ljudi. Tu je gospod Praznik vas bo na začetku te predstave Republika Slovenija grafično upeljal v to trgovino z orožjem. Ne vem pa, kako velike kupe bodo danes denarja predstavil. Takrat, ko sem jaz to gledal, so bili kar zavidanja vredni. Ko ste to gledali, kjerga leta? Ja, mislim, da je bilo letos, ko sem gledal. Spoštovani gospod Kučan, ker so najne minute na tem odru štete, bi jaz povprašala še publiko, če ima mogoče kakšno vprašanje. Ali vas odgovora na to napako, gledali z današnje perspektive? Z današnje perspektive je marsikaj napaka. Vprašanje, če je bila takrat napaka. Jaz sem seveda videl, da je razlika med interesom Slovenije, da stopi v Evropsko unijo in med tem, da stopi v NATO. Zdaj je šla neka knjiga intervjujev, kjer je tudi intervju dr. Rupla, ki je bil takrat zunanji minister. On mi je takrat učital in mi tudi v tem intervjuju učita. Jaz sem bil takrat, mislim, da je bila 50-letnica Maršalovega plana, je bila neka slovesnost v Hagu in tam sem si že prej, moram povedati, spet sam, s pomoči diplomacije izboril
razgovor z takratnim kanclerjem Kohlom, ki je bil takrat seveda najbolj vpliven človek v tej druščini in sem mu preprosto povedal, da sprašujem, ali želi podpreti ambicije Slovenije pristopanju v Evropsko unijo in NATO. Je rekel, kaj za vas prioriteta? Se je rekel oboje. Je rekel, poslušajte, predsednik, je rekel, vi ste toliko realist, ta hip oboje ni mogoče. Kaj je za vas bolj življenjskega interesa oziroma pomena? Rekel sem gotovo NATO, gotovo Evropska unija, ker smo gospodarsko vezani na te stvari. Je rekel, storil bo vse, da se bo to tudi zgodilo. Rupel, pač dr. Rupel, profesor dr. Rupel, mislim, da bi moral reči NATO. Jaz sem seveda NATO potem skupaj z dr. Stanovnikom v tiste kampanje na koncu podprl, predvsem tudi zaradi tega, ker, kot sem že rekel prej, ni bilo mogoče vedeti, kako se bo to konfliktno vojno področje na Balkanu razvijalo. NATO je takrat vendarle pomenil neko garancijo. Še posebej, ker so tudi od nas ljudje iz NATO, ljudje iz služb, ki pač se s tem ukvarjajo, hoteli vedeti, kako je mogoče končati nasilje na Kosovu in kako je mogoče končati vladavino diktature Miloševića. Seveda, NATO je takrat bila obrambna skupnost, ki je varovala varnost svojih članic. Potem se je seveda zgodilo, da je danes postal NATO pravzaprav nekaj drugega, kar pravzaprav deluje na vseh vojnih žariščih po svetu in seveda, zdaj ima nekaj bogokletnega. Lahko se zgodi, ker ni transparentno odločanje o tem, kje se angažira in kje se seveda potem angažira v okviru teh NATO-vih akcij tudi slovenske vojake, bomo lahko se nekega jutra zgodili in bomo videli, da smo pravzaprav v vojni z neko državo, ne da bi vedeli, kdo je v našem imenu to odločitev sprejel. Torej, če me sprašujete, ali je bila takrat to napaka, jaz rečem pač, rekel sem prej, da priznajo napake, ni bila. Če bi se danes odločili, bi se bilo potrebno upoštevati te nove okoliščine. Imamo še kakšno vprašanje? Prosim. Ja. Gospod Kučan, zakaj nikoli niste tožili Janše? Zakaj ste pustili, da je prišlo do tega, da se je pravzaprav da bi se ljudje okropljeni in jaz sprašujem že desetletje in pol najmanj? Gospa draga, zdaj pa vidim, da smo res v mladinskem gledališču.